V tem videu boš izvedel za eno priložnost, ki je večina še sploh ni opazila. Če uporabljaš internet za prodajo svojega izdelka ali storitve, tega ne smeš spregledati. Če si tukaj na mojem kanalu pristal čisto slučajno, zdravo, moje ime je Erika Tvoršak, jaz sem Brazilka, pol Slovejka. Ja, bom kdaj pa kdaj zajebala slovenščino, odpusti mi. In moj posel je, da spravim denar v žepe svojih strank preko digitalnega marketinga. Pred kratkim, bolj natančno 10. julija, se je zgodilo nekaj, kar mi je res polepšalo dan. Objave z Instagrama so se začeli pojaviti med zadetki na Googlu. Če si zdaj misliš, to je samo neka tehnična spora, me ne briga to, razmisli še enkrat. Če znaš hitro reagirati, si boš sigurno ustvarjal prednost, ampak če hočeš samo jamrati, pa stokati, pa veš. Ampak ajde, kaj se sploh menja? Odkar je ChatGPT vsekal svet, se je totalno spremenilo, kako ljudje iščemo informacije. Včasih si na Google tipkal recept za čokoladno torto. Zdaj pa veliko ljudi raje napiše umetni inteligenci. Daj mi recept za čokoladno torto za začetnike, brez mleka, brez mešalnika, ker doma imam čisto prazno kuhinjo. Razumeš razliko? Iz robotiziranih ključnih besed smo šli v čisto človeška vprašanja. In Google je opazil, da mu folk beži AI-ju in se je zbudil. Kaj pa je naredil? Lansiral je Google Gemini, da neposredno tekmuje s ChatGPT-jem. Začel je indeksirati vsebine iz družbenih omrežij. In je prvi na vrsti Instagram, seveda. No, zakaj? Ker so Insta objave bolj človeške, bolj sproščene, bolj pogovorne in bolj resnične. Kaj pa to pomeni zate? Če nekdo danes na Google tipka kako začeti bla 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 2025, se poleg dolgočasnih SEO blogov lahko prikaže tudi tvoj Insta post, tvoj karusel. Tvoj Instagram ne bo več odvisno samo od tega, kar se dogaja znotraj Instagrama, ampak bo začel delovati zate tudi prek Googla. To je noro dobra novica, zbudi se! Enkrat je bilo potrebno, da imaš tehnično znanje, kakor SEO, meta opise, ključne besede, backlinke, povezave gor pa dol, da nekaj obvladaš. To je bilo včasih prava znanost in precej zaprto področje znotraj digitalnega marketinga. Zdaj pa se je vse popolnoma spremenilo. Če znaš narediti dobro objavo na Instagramu. Eni so v prihodu ChatGPT-ja rekli, bo konc Google, hvala, daj. Eni bojo zdaj jamrali, zdaj to je preveč konkurenčno, bla bla bla, ampak lahko tudi vidiš to kot priložnost. In to je ta razlika med tistimi, ki furajo posel in ostanejo relevantni desetletja, in tistimi, ki se sesujejo v 2 sezonah. Prvi spremembe vidijo kot priložnost, drugi pa kot grožnjo. In kako zdaj izkoristiš tole novo priliko? Evo par konkretnih nasvetov. Premisli svoje opise. Ne piši več samo za svoje Instagram sledilce. Piši tudi za folk, ki bo našel tvojo objavo na Googlu. Piši tako, kot bi govoril, naravni jezik, brez robotiziranja. Odgovarjaj na resnične vprašanja in bodi specifičen. Ostani prav tako, kot si. Samo zato, ker bo zdaj Google našel tvoje objave, to ne pomeni, da moraš postati robotiziran. Moj slogan je avtentičnost je moč. Pokaži proces. Ljudje prav hočejo videti, kako kaj nastaja, zakulisje, ozadje, napake, tvoje razmišljanje. Vse to je zlato, vedno je bilo, zdaj pa še več. Dali si jaz. Vse to ima velik potencial za iskanje, zato ker si želijo videti. Vse to ima velik potencial za iskanje, zato ker si želijo videti zakulisje, želijo videti, kako kaj nastaja, želijo videti resničnost za teorijo. Pa me skozi grize, že 2-krat tle. 2-krat si na YouTubu, 2-krat si me grizla. Kaj pa je ta mačka naredila? Nekaj je naredila. Jaz vedno pustim njeno hrano tle za naslednji dan. Zdaj pa ona hoče postati debela, ne? A kaj pa hoče? Kaj je zdaj to? Jaz sem sred snemanja, ti veš to sploh. Zdaj si čisto vse zajebala.
Imej mačke, so rekli. Fino bo. Ustvarjaj vsebino, ki se jo da poiskati. In kaj to sploh pomeni? No, to pomeni, da rešuješ konkretna vprašanja. Ne, marketing guru svetuje. Ne. Napiši, kako zračunati, če se ti kampanja sploh splača. A si že kdaj pomislil, koliko člankov o 10 nasvetov za bla 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 obstaja? In zdaj, ker AI omogoča, da vsak lahko naredi še tisoče generične članke na dan, je splet postal čist poln copy-paste vsebine. In Google rabi svežino, Google rabi človeški dotik, Google rabi tebe. Prihodnost je za tiste, ki se znajo prilagoditi. Ne pravim zdaj, da moraš skakati na vsako novost, ampak veš kaj, če rečeš ne vsaki spremembe, pa boš hitro postal irrelevanten. Platforme se bojo povezovale, AI bo še večji, uporabniki bojo še bolj razvajeni. In preživeli bojo tiste, ki znajo surfati po teh valovih, kakor mi rečemo tle v Braziliji. Chegou ela. Chegou. Tu já comeu tudo que tu jogou no chão? Tu jogou a porra toda no chão, cara. Veliki igralci, ki jih še danes gledamo s spoštovanjem, znajo eno skupno stvar. Znajo se na novo izumiti, ne da bi izgubili bistvo. A je to pravilno? Instagram na Google je samo ena sprememba, mogoče naslednji mesec od kaj drugega, potem kaj drugega, potem nekaj drugega. Zato ni vprašanje, kdaj bo konc vseh sprememb, kdaj se bo vse malo umirilo, ampak kako lahko postanem nekdo, ki se zna vsak dan na novo izumiti, prilagoditi, ne da bi izgubil sebe. No, upam, da se veseliš te novosti in da jo znaš koristiti. Ti boš pojedla to, boš postala ena debela krava in ker jaz moram končati video. A ti sploh veš to? To je boli kurac. Je totalno boli kurac. No, lepo. Ti jutri ne boš jedla. Objave z Instagrama so se začele pojaviti med zadetki na Google. Na Google. Če znaš hitro reagirati, si boš sigurno fucking besedni red. Si boš pomisliti, razmisliti, včasih sem čisto zmedena, misliti, pomisliti, izmisliti je drugače, ampak razmisliti, četrti sklon. V tem videu boš izvedel za eno priložnost, ki je sploh večina še sploh ni uporabljala. Ker so in je besedni red slovenskega jezika me čisto Niti nisem rekla subscribaj, niti nisem rekla stavi like, niti ne vem, kako se reče, a je staviti like, a pritisni like gumb, ali všečkaj.